Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bomo govorili o eni najbolj donosnih borz na svetu in sicer to je slovenska borza. Če vzamemo osrednji indeks 92 borz, ki spremlja največji ponudnik finančnih podatkov Bloomberg, je slovenski SBI Top letos 39% rastjo vrednosti na 7. mestu. Upoštevali smo seveda tudi dividende, saj slovenski blue chipi veljajo za ene najbolj dividendno donosnih na svetu. Brez dividend pa bi bil ta donos 33%. Omenimo še, da se je slovenska borza letos kot ena najbolj donosnih znašla v družbi bolj eksotičnih borz. Med najbolj donosnimi borzami na svetu je letos Mongolska s 129% donosnostjo, s preko 60% donosnostjo pa je letos sledijo še Zambija, Združeni arabski emirati, Libanon, pred slovensko borzo pa sta še Gana in Estonija, oba z 49% donosnostjo. Donosnosti smo preračunali v evrih in na zadnji avgustovski dan leta 2021. Zdaj pa, če pogledamo še malce izven te egzotike na bolj razvite trge, recimo ameriški trg, najbolj znani ameriški indeks S&P 500 je letos ustvaril 26% celotni donos, MSCI World, ki vključuje tudi razvite trge oziroma razvite trge, pa 23% donos. Preračun je narejen prav tako v evrih. No, zdaj pa še ena zanimivost. Prepričana sem, da bo marsikateri ta podatek zelo presenetil. Povprečna letna donosnost v zadnjih 5 letih tako slovenskim SBI Top kot z ameriškim S&P 500 je dobrih 16%, preračun je narejen v evrih. Na 10 let pa gre ta razlika v prid ameriškim delnicam, ki so ustvarile dobrih 18%, slovenske pa 11%. Še enkrat, za donosnosti smo vključili dividende in preračun je narejen v evrih. Torej, lovci za visokimi donosi in visokimi dividendami imajo tarčo praktično pred domačim pragom, toda Ljubljanska borza vseeno ne vleče množic. V povprečju je na dan opravljenih od 1 milijon do 2 milijona evrov prometa. No, in danes se bom pogovarjala o Ljubljanski borzi z Matejem Šimnicem, ki je več kot desetletje budno spremljal in analiziral slovenske delnice kot analitik na eni od borzno-posredniških družb. Danes je pa moj sodelavec na Capital Genetics, ker je zaposlen kot direktor za področje analiz. Zdravo, Matej. Živijo, Marja. Pridružil se nama bo tudi Boštjan Mencingar, ki je precej, recimo temu, involviran v bohinjski turizem, bil je tudi novinar na Financah, zaposlen je bil tudi v DZU-ju, bil je menedžer, je podjetnik, verjetno je še kaj, danes pa je z nami primarno zato, ker je tudi izkušen mali vlagatelj in ima Ljubljansko borzo v mezinčku. Zdravo, Boštjan. Ja, živjali, pozdrav sem. A sem vse prav povedala, a bi mogla še kaj mogoče dodati? Bo kar zadost. Zadost. Evo, mislim, da se spodobi, da začnemo ta pogovor z disclaimerjem. Rada bi predvsem poudarila, da je današnji pogovor namenjen predvsem izmenjavi mnenj in kar boste slišali, ni priporočilo za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Gremo začeti. Matej, Boštjan, dajta povedati, sta lastnika slovenskih večjih blue chipov, ter kdaj in zakaj sta se odločila investirati na Ljubljansko borzo. Matej, izvoli. V bistvu moram priznati, da nisem lastnik, mislim, da praktično nobene slovenske delnice že kar nekaj letno, pa tudi če prej nisem bil. Predvsem zaradi tega, ker sem včasih bil vpleten v vrednotenje delnic. Vrednotenja so se tudi javno objavljala, so bila tudi kot priporočila strankam in v bistvu se mi ni zdelo najbolj primerno, da vseeno nastaja nek konflikt interesa oziroma vsaj nek dvom v to, v neko ceno, tako da v bistvu to je bil glaven razlog, da sem se nekoliko izogibal slovenskim delnicam. Boštjan, kaj pa ti? Ja, jaz sem pa že kar nekaj časa vpleten v trgovanje na Ljubljanski borzi. Začel sem tam nekje 2002-2003, se niti ne spomnim že več dobro, ampak je že kar nekaj časa od tega.
tako da pač takrat so bili prvi koraki, potem pa več izkušenj, več znanja, potem poskus tudi na tujih borzah, na Balkanu precej, je bila tudi ena taka dobra šola, tudi kaj se zgodi, ko ne gre vse tako, kaj bi mogli iti, tako da nekako od teh kriznih časov, od balkanskih, pa sem se sploh predvsem osredotočil na ljubljansko borzo. Evo, odlično. No, bom še jaz razkrila, jaz sem že sicer večkrat povedala, kakšna je sestava mojega portfelja, kot rečeno, manjši del imam investirano tudi v slovenskih delnicah, večina teh je vključenih v SBI Top, se pravi Krka, Petrol, Triglav, Sava, Luka Koper, NLB in Cinkarna. Kar se tiče vseh ostalih aktivnosti, moram priznati, da na ljubljanski borzi nisem prav preveč aktivna, v smislu, da bi povečevala izpostavljenost do slovenskega trga oziroma delnic. Mislim pa, da smo se vsi nekako učili vsaj teh začetkih na ljubljanski borzi s kupovanjem teh delnic, prvih delnic, tako da mogoče lahko obudimo malce spomin, ti si že, Boštjan, načel zgodbo iz leta 2008, lahko mogoče potegneš kakšne paralele iz takrat pa v primerjavi z danes, glede na to, da se slovenska borza uvršča med eksotične, ki prinašajo lepe donose. Spomnim se, da takrat je bila dosti podobna zgodba, je bila tudi Slovenija med najbolj donosnimi borzami na svetu, danes je prav tako. No, za začetek vrednotenja danes ali pa 2008 so popolnoma drugačna, ne? Tako da kljub temu, da je zdaj ljubljanska borza letos lepo zrasla, je pa po drugi strani lani precej slabo odreagirala na rast, ki se je zgodila na zahodnih trgih, tako da po eni strani praktično je šele nekoliko nadoknadila rast, ki jo je zamudila v lanskem letu, vrednotenja pa so tako, vsaj po mojem mnenju, še v nekaterih primerih tudi polovico nižja kot pa nekje recimo na razvitih trgih, pa ne trdim, da se morajo izenačati vrednotenja, ampak vseeno ta neka diskrepanca je precej velika. In mislim, da nezasluženo. No, tudi ime poimenovati ljubljansko borzo oziroma jo dati zraven nekih balkanskih, se mi vsem zdi, da ni povsem primerno, ne, vsem smo del Evropske unije, smo del evra, ne, tako da jaz mislim, da mirno se lahko nekako izenačimo s ostalimi evropskimi trgi, no, kljub temu, da smo majhni, pa nek majhni trg, pa vseeno. Se mi zdi, da si ne zaslužimo take slabe obravnave. Jaz sem jo v bistvu uvrstila med eksotične trge, kot nišni trg, je tudi seveda, če gledava trenutno med najbolj donosnimi borzami na svetu, Mongolija, Estonija, Emirati, kaj sem še omenila, to so taki eksotični trgi, Libanon, ne, Gana. Je eksotika, kakorkoli pogledava pod črto, se pravi tveganja na tako majhnem trgu so tudi prisotna, mogoče lahko malce več o tveganjih povemo za začetek, da se bodo poslušalci zavedali, da ni vse tako lepo, da lahko tudi pride, kot si že sam na začetku omenil, tudi do drastičnih upadov vrednosti in bolečin v denarnici pa sploh. To začutimo. Boštjan, mogoče lahko ti kaj poveš na to temo? Ja, seveda. Jaz sem še zelo dobro v spominu, kako se je to zgodilo na balkanskih borzah, ne, pa se je tudi v Sloveniji dosti podobno. Ti majhni trgi, relativno nizko likvidni, ne, se kar naenkrat lahko zgodi, da ni več kupcev. Ne. To je bilo predvsem značilno na Balkanu, na recimo Banjaluški borzi, ti enostavno nisi mogel prodati, ne glede na to, po kakšni ceni si hotel prodati v tistem nekem trenutku. Tudi ob vseh omejitvah, ki so na trgu bile vzpostavljene, je bilo praktično nemogoče prodati, sploh pa večje količine. Ne? In to so bili res taki ekstremni primeri, ne? Predvsem te bosanski borzi sta bili toliko majhni, toliko slabo likvidni, da dokler smo Slovenci pač množično drli svežim denarjem, je tega prometa celo bilo nekaj, takoj, ko so se začeli paci, ko se je likvidnost posušila, ne, to se ni dal, mislim, mogoče včasih za 1000-2000 evrov, ne, tako da marsikdo je tam noter ostal ujet. Zdaj v Sloveniji pač tako kritično ni bilo, a ne, je pa še vse, ne. Z 1 milijonom, 2 se je tudi sigurno v času krize ali pa, ko se nekaj zgodi, se je praktično težko ali pa nemogoče umakniti, saj iz teh malo manjših, mogoče iz Krke še pa Petrola. Potem pa se hitro pojavijo problemi. No, ampak
Jaz mislim, da vsak, ki tukaj trguje, se mora tega zavedati. Zdaj, če gre to za male vlagatelje, verjetno tudi o takih številkah ne govorijo. Tako da jaz mislim, da slovenska borza vse ni tako problematična glede tega. Zdaj, ko omenjaš trgovanje, lahko mogoče malo bolj definiraš, kaj je zate trgovanje. A to trguješ, koliko pogosto trguješ, koliko transakcij opraviš na leto? Jaz se lahko rečem, da sem praktično dal skozi oziroma poskusil že praktično vse, kar je možno v teh skoraj 20 letih. Tu tujini, ne, in pač v Ameriki, ne, to, kar je s parmi kliki, te praktično brez provizij. To včasih se lahko zgodi tudi 10-20 tradov na teden. Ne, to v tistih časih smo bili še bolj mladi, pa bolj divji, bilo tega enostavno preveč in prej ali slej grejo stvari narobe in pač mislim, da to ni prava pot do uspeha. No, vsaj do zdaj se je pokazalo, da pač neko dolgoročno varčevanje, investiranje se je obneslo še najboljšno. To dnevno trgovanje ni bilo nikoli, na dolgi rok se ni obneslo, no vsaj meni ne, mogoče se komu meni se ni. Je kaj pa recimo danes, koliko pogosto trguješ? Na slovenski borzi pač ne bova zagovorila. Na slovenski borzi poskušam neke mikrotrende ali pa neke take trende, ki jih opazim, ki se dogajajo zadnja leta, jih poskušam izkoriščati, tako da kaj pa jim mogoče 10 na mesec, kaj takega, no. Ali pa čas tudi to, ne. Rečemo 100 na leto, no. Ok, v redu. Ok, gremo pogledati, 10 slovenskih blue chipov je vključenih v SB Topu, največji ponder v indeksu ima farmacevt Krka s 30%, sledi Petrol, ki ima 23%, Triglav ima 11%, Pozavarovalnica 10%, NLB 9%, Telekom 5%, Cinkarna Celje 4%, potem sta pa še dva manjša playerja, ki niti odstotka nimata, to je KD Group in Intereuropa. Recimo, pogledala sem tudi letos, katere delnice so bile najbolj donosne. Letos je definitivno zmagovalka zavarovalnica Sava Re, kar 56%, sledi NLB z 52%, Luka Koper ima 41% letos, Cinkarna 40%, Petrol 38%, Telekom 31%, Triglav 16%, nori donosi, dvomestne številke, 50%, 52%, 40%, po tako uspešnem letu na borzi, ko so tečaji imeli dvomestne donose. Me zanima, in pa seveda lepe dividende, me zanima, katera delnica je po vajnem mnenju najbolj ugodno vrednotena in potencialno zanimiva za dolgoročno naložbo. Mogoče, Matej, če lahko ti začneš, potem boš pa še ti, Boštjan, dodal svoje mnenje. Zdaj, v bistvu zelo odvisen, kako gledamo zdaj na neko vrednotenje. To se pravi, sigurno recimo pri Telekomu vidimo, da je v primerjavi s Piri poceni, ampak težave tukaj... Kaj je Pir? Pir je primerljiva podjetja, ne? Ampak težava tukaj je, da je zelo nizka profitabilnost, tožbe in tako naprej. Ampak če bi se v prihodnje te zadeve uredile, je sigurno ena od zanimivih zgodb, ampak tukaj pri Telekomu je vedno če. Je na drugi strani pa Sava Re, kot si omenila, je precej donosa že naredila, vleče pa zelo dobre poteze že v preteklosti, donosnost na kapital je zelo visoka že kar nekaj let in upravičuje recimo vrednotenja okrog knjigovodske cene, mogoče še celo več. In posledično, če se zgodba z Vito in ta odnos z NLB razvija v pravi smeri, je to še vedno ena od takih zgodb, ki bi bila lahko zanimiva tudi v prihodnje. Boštjan, tvoje mnenje? Ja, tle bi se kar strinjal z Matejem. Zdaj, Telekom, če za nekoga, ki stavil na neko relativno dobro dividendo, tukaj pričakujemo, da bo nekako dolgoročno lahko 4 evre bruto dividende na leto, to je okvirno 7% bruto, kar je relativno dobro. Je pa to državno podjetje relativno slabo upravljano, tukaj so verjetno dosti drugi interesi bolj pomembni od nas malih delničarjev pa malih lastnikov, tako da
Jaz mislim, da tukaj, če bi pač neko vodstvo, ki bi imeli proste roke, če bi se to prodali, če bi država spustila iz svojih rok, da bi se tukaj dal bistveno boljše donose delati. Je pa ugodno vrednoteno, seveda posledica tudi tega slabega upravljanja. Se strinjam s pozavarovalnico Sava, se mi zdi ena boljših, dolgo tudi je bila podcenjena, zdaj se vidi, zato je tudi to nadoknadila, pa je še vseeno kar nekaj cenejša od zavarovalnice Triglav. Tukaj tudi ne smemo pozabiti, da imajo oni 10% še lastnih delnic, ki jih lahko kadarkoli umaknejo, to niti ne vem, zakaj jih še niso, ko bi jih lahko, in se bi tukaj market cap zmanjšal za 10%. Potem je za moje pojme ena ugodnejših Cinkarna Celje. Tukaj smo videli letos dividendo 21 evrov, kar je zdaj na zdajšnjo ceno nekje 8%, pa mislim, da bi tudi naslednje leto lahko bila dividenda dosti podobna, saj glede na letošnje rezultate, ravno danes polletni rezultati, praktično že s polletnim poslovanjem so skoraj pokrili celotno izplačilo dividende. Denarna sredstva na računu znašajo še 31 milijonov evrov, market cap Cinkarne je pa v tem trenutku 200 milijonov evrov, tako da tudi glede na enterprise value v primerjavi z EBITDA, se pravi vrednost market cap pa upoštevanje neto dolga deljeno z EBITDA-jem je okrog, vsaj po mojih planih oziroma po mojih projekcijah na letošnjo poslovanje nekje okrog 4, kar je izjemno ugodno, nekje Piri, primerljiva podjetja iz tujine, so vsaj 2 do 3-krat dražja, predvsem na zahodu, na teh mejnih trgih niso toliko dražje, ampak na razvitih trgih pa. Tako da potem je tukaj zanimiva Unior, sicer še vedno visoko zadolžena, ampak oni poslovanje precej izboljšujejo, in če bi jim uspeli se znebiti tega turističnega dela Uniturja, mislim, da bi tukaj lahko bila zelo hiter zgodba o uspehu. Zdaj smo že ven iz prve kotacije. Ja. Se pravi, ti kot mali vlagatelj gledaš tudi izven prve kotacije, so ti zanimiva podjetja, ki pač niso v prvi kotaciji. Ja, seveda, zmeraj poskušam pač poiskati naložbo, ki se mi zdi v tistem trenutku nekako najbolj podcenjena, in seveda, bolj ko gremo v neke mejna podjetja, manjša podjetja izven SBI-ja, se da pač seveda s sorazmerno večjim tveganjem najti tudi bistveno večje donose. Tudi ena od takih je TAP, Mežica, ki je tudi pač na prostem trgu in je tudi ena od bolj ugodno vrednotenih. In Unior in TAP sta nekje na 4-kratniku EBITDA na letošnje ocenjene rezultate. Zdaj, marsikdo verjetno ne razume, kaj vsi ti kazalniki pomenijo, a lahko mogoče pojasniš, ko izbiraš te naložbe, na katere kazalnike si najbolj pozoren, kaj je najbolj relevantno zate kot za malega vlagatelja? Čisto v bistvu najbolj te splošni kazalniki za začetek PE, PBPS, se pravi primerjave cene z prihodki, knjigovodsko vrednostjo ali pa dobičkom. Potem je tukaj ključen ta EVA, EBITDA, smo ga že omenili. Potem pa, kar je na koncu še vse najbolj pomembno, je kakšna je perspektiva neke panoge oziroma tega samega podjetja. Ali se tukaj pričakuje nadaljna rast, ali so kakšne skriti dogodki oziroma neki dogodki v prihodnosti, ki bojo lahko ta dobiček še bistveno bolj okrepili, ali imajo mogoče neke vrednostne papirje, ki so pač v bilanci knjiženi po nekih nizkih cenah. Tako da treba je dobro pogledati tudi poslovna poročila, letna poročila teh podjetij, malo sentiment na trgu, kaj se v tujini dogaja, in tle je kar zanimivo. Se mi zdi, da se da dosti dobro izkoriščati, da slovenska borza vseeno lepo sledi tujim borzam pač z določenim zamikom, in tukaj se da tudi neko razliko oziroma pač neke te boljše donose na ta račun ustvariti, dokler ne pride do kakšnih ekstremnih dogodkov. Pogrešam oziroma nisi omenil kot relevanten kazalnik dividendna donosnost. Je to pomembno? Sej dividendna donosnost
vsaj kar se naših blue chipov tiče, so neke že to so vse panoge, zrele panoge, nekih rasti blaznih ni za pričakovati in je seveda normalno, da precejšen delež teh dobičkov ta podjetja tudi vračajo, ne? In pri nas vsaj v zadnjih letih se je dal recimo z dobro izbiro teh podjetij neko dividendno košarico tako sestavil, da je bil donos nekje med 5 in 8% bruto, kar je praktično že zelo lepo. Ne? Jaz sem pravi tudi zdaj za naprej, ker načeloma se mi zdi, saj v tujini vse vrednoteno precej že visoko oziroma je ta rast po moje že pretirana. In če bi bila samo dividendni donos, pa da bi cene papirjev ne bi aprecirale, bi bil povsem zadovoljen. Ja, zato, ker nas precej sprašujejo poslušalci za te dividendno donosne delnice. Omenil si že Cinkarno Celje, ki je izplačala 21 evrov bruto dividende, po trenutnem tečaju to prinaša, ki je 248 evrov na delnico, je to lepih 8,5%, kar je v bistvu največ od teh delnic, ki so v prvi kotaciji. Mogoče še za informacijo omenjaš tudi, kolikšen delež dobička se izplačuje za namen za izplačilo dividend, ne. Zanimiv primer je sploh Telekom, kjer so letos celo izplačali več, kot so imeli dobička. Je to običajno ali ni običajno, ker ponavadi tam od 50 do 100, očitno pa tudi več procentov. Matej, kakšna je praksa z izplačili dobičkov? In mislim, običajno ni to praksa, je pa res, da ni pa to pač redkost. Gre za to, da če podjetje naredi dobiček, dejansko pove, koliko nekje kapitala oziroma nekaj denarja se je nabralo v podjetju. Zdaj tukaj so pri Telekomu oziroma v določenih primerih pride do precej teh nedenarnih postavk, to se pravi, da dejansko se v podjetju nabira denar, ki je na voljo, tudi pretekli dobički so se nabrali v kapitalu, če ni neke zadolženosti podjetja, tudi ni težav z vidika, to se pravi neke zadostne ravni kapitala glede na dolg. To se pravi, v takih primerih podjetje lahko tudi v takih situacijah in ob enkratnih odpisih recimo izplača dobiček. Kakšna so pa pričakovanja za naprej? Za leto 2020 so zdaj že podjetja izplačala dividende, v letu 2019 so nekatere imele, za leto 2019 so imele nekatere omejitve, zlasti zavarovalniške in bančne, se pravi finančne družbe niso izplačevale. Kako je zdaj, kakšni so plani, katera delnica bo dividendno najmočnejša, ali lahko ta različica delta, različica COVID-a tudi kaj mogoče kakšne dodatne omejitve prinese, kar se tiče izplačila dividend? Jaz mislim, da je možno. Še posebej se moramo zavedati, da podjetja bodo želela, da dividende ostanejo vsaj na tej ravni oziroma da se malo povečujejo glede na predhodne leto. Tukaj zdaj to ni recimo to težava za kakšno Krko, najverjetneje ne za mogoče Petrol, Telekom. Ko pa pridemo do bolj cikličnih zgodb, kot je recimo kot so NLB, obe zavarovalnici, tudi Cinkarna, recimo, se pa lahko že pojavi v naslednjem letu kakšna previdnost, pa mogoče malo manjše izplačilo, malo več zadržanja, mogoče kakšne večje investicije in potem vse to vpliva na izplačilo oziroma na predloge uprav. Je pa res, tako kot je Boštjan prej omenil, slovenski trg je relativno zrel, podjetja nimajo neke visoke rasti, tako da so v bistvu vsa podjetja precej nagnjena k temu, da se denar vrača nazaj vlagateljem, ker ne nazadnje na samo vrednotenje pač ne vpliva samo to, kakšen delež dobička izplačaš oziroma kakšen je ta dividendna donosnost, ampak tudi na to, kakšen dobiček oziroma s koliko kapitala ustvarjaš dobiček. Pač ta razmerje
donosnosti kapitala izjemno pač pomembna za vrednotenje in to je tudi razlog, da podjetja vračajo kapital prek dividend lastnikom. Pa tvoja pričakovanja, Boštjan? No, jaz pričakujem, da se bojo te dividende, vsaj pri teh podjetjih, ki so imeli zdaj prepoved ali pa omejitve, kot so zavarovalnice pa NLB, da se bojo te dividende povečale zdaj v letošnjem letu, razen na NLB-ju dodatnih dividend ne pričakujem. Potem pa za naprej pa zagotovo zavarovalnica Triglav, ena najbolj stabilnih dividendov izplačujočih podjetij, nekako 7% dividendni donos pri 2,5 evra dividende, kar je nekako normalno lahko pričakujemo, po mojem mnenju. Seveda tukaj Cinkarna Celje, dokler bo pač gradbeništvo oziroma dokler bo poslovanje Cinkarne tako dobro, lahko pričakujemo dosti podobno dividendo ali pa malenkost nižjo, kot je bila v letošnjem letu. Potem so pa te standardne Petrol, Krka, Telekom, prvi dve nekako okrog 5% dividendni donos pričakujem pri Telekomu, pa nekje okrog 7 na zdajšnjo ceno. Tako da jaz verjamem, da ta izplačila bodo v naslednjih letih samo še večja, če nas pač Delta kaj ne preseneti še. Zelo optimistično. Ja, večkrat smo na Moneyhow že govorili o brokerjih, to je tudi ena od glavnih tem naših. Delnice slovenskih podjetij lahko kupujemo prek brokerjev doma. Ta hip pri nas storitve borznega posredništva ponuja 6 družb, največji je BKS, Ilirika, NLB, SKB, Nova KBM in Intercapital. Dejstvo pa je, da je trgovanje prek domačih brokerjev precej dražje od trgovanja prek tujih digitalnih brokerjev. Vsak strošek pa znižuje tudi donosnost naših naložb, zato je temu tudi treba nameniti pozornost. In seveda, kako spravi, če nekdo ima nekaj kapitala, nekaj denarja, ki ga želi investirati, je vseeno potrebno o nekih minimalnih zneskih govoriti, torej kakšen je minimalen, smiselen znesek za nakup slovenskih delnic glede na minimalne stroške. Boštjan, ti imaš izkušnje s trgovanjem, daj povej, kako? Koliko je tisti minimalni znesek? Kaj se komu zdi veliko? Včasih so bile te provizije res precej visoke, zdaj so tudi pri naših posrednikih že nekako ne nizke, ampak že nekako nižje. Ampak jaz mislim, da tudi se marsikdaj da tudi kaj dogovoriti še za kakšno nižjo, sploh za nekoga, ki pa to mehen več trguje. Ampak tako nekako splošno, mislim tako, za manj kot 1000 evrov pa res že mislim, da ne, že to je tako mejno. Mejno, 1000 evrov. Pridobivamo kar precej vprašanj, zneski, ki jih navajajo mladi, so tam okrog 20,000 na leto, to se mi zdi kar en tak orang velik znesek za enega mladega človeka, da ga investira na en tak trg. Tako da 1000 evrov, minimalni znesek, da je smiselen nakup. Gremo naprej. Dotaknimo se še NLB-ja in pa njihovih. NLB lahko kupimo preko Ljubljanske borze oziroma preko londonske tudi. Preko londonske ne kupujemo delnic, pač pa globalna potrdila o lastništvu. Nekaj smo o teh potrdilih o lastništvu že govorili v podcastu, v epizodi o Kitajski. Recimo, jaz sem se recimo konkretno odločila za nakup teh globalnih potrdil o lastništvu preko mojega brokerja v tujini in ne preko Ljubljanske borze. Se pravi, GDR je to globalno potrdilo o lastništvu, gre za prenosljiv vrednostni papir, ki ga izda banka. V primeru NLB je to ameriška banka Bank of New York Mellon. Ta služi kot v bistvu nadomestni finančni inštrument za delnice NLB-ja, s katerim se trguje na Ljubljanski borzi. 5 teh potrdil o lastništvu predstavlja eno delnico. Razlika v proviziji pa je lahko kar precejšnja. Če lahko navedem primer, če kupimo potrdilo o lastništvu prek tujega brokerja, plačamo 3 evre za nakup recimo 1000 evrov vrednih GDR-jev oziroma pač teh potrdil. Če kupimo prek domačega brokerja,
pa 1000 evrov vrednosti delnic plačamo 23 evrov stroškov, kar je 7-krat več, kot če bi storili prek ljubljanske oziroma londonske borze. Dividende se v obeh primerih izplačujejo, je pa res, da je veriga izplačila pri potrdilu o lastništvu nekoliko daljša in lahko pride tudi do zamika. Podobno imamo tudi primer s Krko prek varšavske borze, ki je tudi možno kupiti delnice tam. Trgovanje sicer je v poljskih zlotih. Nakup lahko opravimo tudi recimo prek Interactive Brokersa, da se pravi 1000 evrov vrednih teh delnic bi nastalo 3 evre, preko brokerja v Sloveniji pa približno 24 evrov. Kakšno je vajno mnenje? Kupiti recimo NLB v Londonu oziroma Krko v Varšavi? Ja, Boštjan, Matej, oba. Po mojem mnenju se jaz dosti odvisen. Zdaj, najprej, a imaš sploh že brokerja v tujini, ne? Zdaj, če imaš tam že nekaj odprto, pa da je pač to še ena od naložb, ki jih kupaš, pač ja, prehranaš, ok, 20 evrov, ne, prehranaš lahko. Zdaj, če pa tega nimaš, ne, pa če bi bila to edini razlog, da bi šel tam račun odpirati še nekje pri nekem tujem brokerju samo za to, pa če bo to enkraten nakup, pa mislim, da tudi ta razlika 20 evrov ni spet toliko velika, da bi odtehtala vse te sitnosti, oziroma caj ta čas, ki ga je treba v to vložiti. Ja, se strinjam. Je pa tudi tako, da je spet odvisno tudi malo od zneska. Pri NLB-ju na Londonu, a ne, sam IPO že šel v tej smeri, da se skrbi za neko prisotnost oziroma da je bil del že izdan tam tujim vlagateljem, tako da tam likvidnost je. To se pravi tudi za mogoče kakšnega večjega vlagatelja ni težava. Dočim v primeru Krke je pa zelo malo delnic tam prisotnih in je že vprašanje, zdaj, če bi z nekim večjim denarjem, kaj bi se zgodilo, če bi recimo želeli to nekaj na hiter prodati. Tako kot si omenila, dejansko se da pač prenašati to, ampak ni pa to instanten prenos in ne moramo se pač odločiti in tako izvršiti posla, ampak mislim, da traja kar nekaj časa, da pride do poravnave in potem prenosa. Ja, vrednost prometa recimo v Varšavi je bilo lansko leto, se mi zdi, da okrog 4 milijone z delnico Krke, medtem ko v Ljubljani pa 100 milijonov. Medtem ko London si pa že tako povedal, da je približno podobno, tako Ljubljana kot London, ne? Ok, se pravi, po tako lepih donosih na ljubljanski borzi marsikdo se sprašuje, ali se bo ta pravljica še nadaljevala in kakšni so lahko recimo donosi v naslednjih 5 letih. Boštjan, kakšna so tvoja pričakovanja? Sem mislil, da me boš vprašala, kaj jaz mislim, oziroma kakšni donosi bojo, ne? To bi ti rekel, da če to lahko kdo pove, da se jaz javim, da mi to pove. Ja, seveda, jaz bi tudi rada to slišala. Pričakovanja jaz vseeno, ne, po taki rasti je vseeno treba ohraniti trezno glavo, tako da jaz realno, tako kot sem že prej rekel, no, tudi če ne bo neke bistvene apreciacije samih vrednostnih papirjev, če bo samo dividenda nekako v tem obsegu, kot je, pa jaz bom povsem zadovoljen, če bo to skupaj z dividendo nekje 8%. Si skromen. Matej, kaj pa tvoja pričakovanja? Kaj misliš, da se bo dogajalo v naslednjih 5 letih na slovensko borzo? Je v bistvu že ta seznam, ki si ga na začetku omenjala, zdaj katere borze so bile letos najbolj donosne, ne, pove en del v bistvu celotne zgodbe. Ne. Bolj kot so recimo na zahodu neka visoka vrednotenja, ne, bolj vlagatelji iščejo neke obrobne zgodbe. Zdaj, a gre to za neke alternativne naložbe, ne vem, venture sklade, private equity, nepremičnine in podobno. Podoben velja tudi, ko pogledamo na trge. Bolj se denar pomika v neke frontier markets, ki so zaspani, ki ponujajo neko nizka vrednotenja. In zdaj, če se bo na zahodu zgodba nadaljevala, kar se pač mogoče zna, vse je odvisno od centralnih bank, bolj se bo tudi denar
lahko pomikal proti takim trgom, kot je slovenski, in lahko se tudi tukaj še odvije scenarij navzgor. Se pa jasno nikoli ne ve, ne, kdaj bo te pravljice konec. Veliko vprašanj dobivamo tudi od poslušalcev o strategiji izstopa iz visokodonosnih naložb. Večina se mi zdi, da je na ljubljanski borzi hodlarjev, se pravi držijo na dolgi rok, verjamejo v pač te delnice. Kakšna je po vajinem mnenju optimalna strategija unovčevanja dobičkov? Boštjan, ti si jih realiziral že kar nekaj, predvidevam. Ja, to je tako nehvaležno. Jaz se zmeraj trudim, da neko delnico, nekaj, kar je relativno precej zraslo, da je vsaj polovico, ko ocenim, da je pač to nekje normalno, razumsko še pametno narediti, da jo polovico odprodam, pa potem naslednjo polovico mogoče nekako časovno, da si nekako že vnaprej določam, kdaj jo bom, ali pa po dodatni rasti tečaja potem spet polovico, no tako nekako. Zdaj ne pa, da bi preveč drobil, pa spet nekaj, pa že tudi provizije, pa če odločiti se je treba, pa tudi prodati. No. Se je že večkrat pokazal, da je dobro tudi imeti nek denar na zalogi. Zdaj sigurno je težko gledati vrednostni papir, ki še naprej rase potem, ko si ga prodal, ne? Ampak verjemite, da je še bistveno hujš sedeti na papirju, ki vsak dan krepko pada, ali pa gre proti nič, pa praktično vse izgubiš. No. Tako da boljše je raz zamuditi, kot pa se pelati navzdol s polno naloženimi sredstvi. Ja, kako pa je gledati, ko kar raste in raste? Mislim, verjetno tukaj udar mal pohlep ven, ne, in si misliš, ok, mogoče bom pa še držal, ali kako? Kdaj rečeš, zdaj pa čas za izstop in da se res tega tudi držiš? Jaz sem se to kar navadil, no, pač očitno ta Balkan oziroma ta izkušnja teh tudi praktično skoraj 90% padcev je naredil svoje, ne, tako da jaz s tem nimam toliko težav, no, zato tudi z nekim bitcoinom pa s temi ostalimi coini me praktično čisto nič ne vleče, pa sem zamudil ogromen, pa seveda zdaj je bila to napaka, ampak enostavno se odločiš, da ne in delaš to, kar verjameš. Zdaj ta FOMO, ne, fear of missing out, je pač lahko boleč, ampak to se moraš navaditi, pa to kontrolirati drugače. Prej slej se to upečeš, no, tudi nekdo, ki je zdaj bajno zaslužil, ki bo šlo v drugo smer, bo pač praktično zelo verjetno tudi vse izgubil, ker ta je zdaj najpametnejši na svetu. Ne, tako da. Točno to se te hotela vprašati, koliko si bil pameten leta 2006-2007? Izjemno. To se mi zdi tako zelo fascinantno, ko se pogovarjam z mladimi, ki v bistvu dejansko še niso okusili bolečine izgube, prave bolečine izgube, ne? In nekako je to prepričanje, da se bo ta pravljica, ki jo zdaj doživljamo na praktično vseh trgih, kar nadaljevala, ne? Ja, ne bo se, ne? Jaz mislim, še nikoli se ni, ne? Tako da tudi ta se ne bo, zdaj pa koliko časa pa še bo, pa noben ne ve. Kaj pa ti, Matej, kaj rekel na to temo? Je, da v bistvu ni pravega načina, ne, ki si vprašala, kako unovčevati dobičke. No, vsak, raven zaradi tega trgi delujejo tako, kot delujejo. Ne. Vsak ima nek svoj pristop, vsak ima nek svoj način, predvsem kako omejiti to bolečino, ko delnice začnejo padati. Ne. Je res, da zdaj so praktično vsi vlagatelji navajeni, ok, se je padlo, se bo to pobralo, ampak se mi zdi, da večina ne pozna te bolečine, ko to pade, pa še pade in se sploh ne pobere in v bistvu v določenem trenutku, ko takrat rečemo, da na borzah zavlada ta panika, pride večina ljudi oziroma ti vlagatelji pridejo dejansko v stanje, ko želijo samo znebiti se te naložbe, ker je to neka psihična olajšava, da mislim, psihološko se pa odrešijo te bolečine, da prodajo ta naložbo in takrat se pa pojavljajo ravno te priložnosti za nakupe in zato je pametno imeti nekaj denarja vedno na rezervi, če do tega pride. Lahko gre tukaj na splošno za trg, lahko pa samo za posamezno naložbo. Ne?
Zdaj, če bi lahko izpostavil svojo največjo bolečino v svoji zgodovini borzni karieri, katera je bila ta, ki te je najbolj osebno prizadela? Ne vem, če sem bil nad kakšno osebno prizadet, se je pa že zgodilo, da v bistvu delnice nisem prodal, ker je ni imel smisla prodajati in je pa boljš počakati v bistvu na prodajo in to ponetati z nekimi v bistvu dobički. To se pravi, samo še davčen ščit je ostal in ta je bil pač edini razlog za držanje delnice. NKBM, no, če že moram. Ja, NKBM. Kaj pa ti, Boštjan? Je bila tudi kakšna bolečina taka? NKBM sem omenil že pozabil, tudi ta je bila med drugim. Ampak saj, če ne druga, pa včasih pa kot davčni ščit, pa se potolažeš, vsaj za nekaj je bilo koristno. Čeprav NKBM še to ni bila, ker smo mogli, če bi jo lahko držal še zdaj, pa bi jo zdaj uporabil, bi bilo drugače, ker takrat so bili jo prisiljeni uporabiti. Pa je bilo tako, v tistem letu dobičkov skoraj ni bilo tako. Drugače pa Balkan, no, in šle jaz lahko vsakmu rečem, samo ne si pogleda neko Sarajevsko ali pa Banja Luško borzo, indekse, mogoče indeks PIF-ov, pa si pogleda nek 15-letni graf, pa se bo tam zelo lepo videl, kaj to pomeni, ker se za 90% vse sesuje, pa praktično ostane tam. Ja. Velikokrat nas vprašajo mladi, kaj se je takrat zares dogajalo na Balkanu, da so slišali neke zgodbice od svojih staršev, starih staršev, ampak za njih je to oddaljena preteklost, ne? Oni so bolj fokusirani na današnji trenutek in pa seveda tudi na prihodnost. Zdaj sta ful omenjala davke, se pravi, davki so pomembni tudi pri tovrstnem investiranju, če nič drugega, tudi zaradi davčnega pobota, ne? Zdaj se omenja sprememba davčne zakonodaje, ali ima to lahko tudi kakšen vpliv na delnice, na investiranje v slovenske delnice, na tečaje, na dividende? Boštjan, mogoče lahko ti poveš? Ja, zdaj odvisno, v katero smer bojo šle te spremembe, sigurno bi bilo tle treba iti čim bolj v smer poenostavitve, pa po drugi strani tudi, vsaj po mojem mnenju, znižanje teh obdavčitev. Jaz mislim, da teh 27 pa pol, da je to tudi ta zvišanje iz 25 na 27, to je neumnost, ne, zakaj smo sploh to naredili. Ampak nižja, ko bi bila obdavčitev, več bi se verjetno tudi na naši borzi trgovali, s tem bi več denarja prišlo na trg, bolj bi bile zanimive te naložbe, s tem bi se vrednosti delnic dvigalne. Če bi bilo več trgovanja, bi na koncu kljub nižji obdavčitvi tudi država lahko bistveno več tudi od tega imela. No. Tako da tle bi sigurno mogli razmišljati v to smer, da se ta obdavčitev zniža in pa tudi za dividende. Se strinjam. Ja, v bistvu tudi jaz se strinjam, da dejansko je težava tudi v tem, da te različne davčne stopne in potem in različne obravnave teh dobičkov vodijo tudi v to, da se potem išče razne obvode prek ustanavljanja podjetij in se v bistvu celoten v bistvu trud se potem fokusira na to, kako se izogibati temu oziroma kako najti različne rešitve. Je pa pri nekih manjših spremembah se mi ne zdi, da bi bilo toliko vpliva. Smo bili pa priča takrat recimo, mislim, da je bilo pred to finančno krizo 2007-2008, ko se je začelo obdavčati te derivative oziroma izvedene finančne instrumente, je bilo pa recimo izjemen vpliv vlagateljev oziroma na vlagatelje in njihove odločitve, kar tudi ni v redu. V bistvu vlagatelj se mora odločati na podlagi poslovanja podjetja in skrbeti za učinkovitost trga in pač pravilne cene in kaznovati podjetja, ki ne poslujejo v redu, in se ne ukvarjati s tem, kako bodo davčne stopnje vplivale na njegov donos. Ja, mogoče samo še to za informacijo, marsikateri poslušalec, sploh te mlajši najstniki, v bistvu sploh ne vejo, da je potrebno plačati davek na kapitalski dobiček. To sem dobila kar nekaj vprašanj.
sploh pa ne ločijo med delnico, izvedenimi finančnimi inštrumenti. To je dostikrat tudi težava zaradi pač brokerjev, ki nas v bistvu kar sami prevekslajo, sploh eToro, iz enega inštrumenta v drug, brez da bi ti sploh praktično vedel. Ok, gremo se dotakniti ETF-ov, to je tudi ena taka priljubljena tema, Money How. Tudi 2 ETF-a imamo, ki so vezani na slovenski indeks SBI Top, govorimo o bolgarskem Expatu in pa hrvaški 7 Sloje Tikar, ki je pa od Intercapital. Ne? Gre za kotirajoča sklada, ki imata cilj čim bolj replicirati donosnost slovenskega indeksa SBI Top. Oba omenjena sklada ne izplačujeta dividend, ampak jih reinvestirata, torej sta akumulacijska. Zato bi bilo mogoče bolj primerno njuno gibanje primerjati z SBI Top TR, torej Total Return, ki vključuje tudi prejete dividende. Mata mogoče, sta kaj študirala te 2 ETF-a, se vam zdi mogoče to zanimivo kot investitorju za investirati v eno tako razprašeno košarico slovenskih blue chipov? Boštjan, boš ti povedal najprej? No, za ETF, investiranje v ETF je siguran smiselno, če govorimo na splošno o ETF-ih. Zdaj, sploh za nekoga, ki se manj ukvarja z vrednostnimi papirji, ki želi pač enostavno nek denar vložiti ali pa ga tudi večkrat, tako kot je bilo že večkrat povedano, tudi ko si sama pokrivala to temo. Tako da to je sigurno v redu. Zdaj konkretno ta 2 se mi pa zdi, da sta toliko majhna, toliko sta slabo likvidna. Jaz recimo niti nisem jih študiral, niti mene ne zanimata, tako da težko kaj več od tega komentiram. Ideja je dobra, zdaj verjetno pa sama majhnost in pa ta slaba likvidnost je pa sigurno verjetno problem. No? Ja. Matej, imaš ti kakšno mnenje o omenjenih ETF-ih? Bi se kar strinjal, tudi pač smiselnost ETF-a je, da lažje dostopamo do tega, da je neka likvidnost, da vidimo neko upletenost vlagateljev. Tukaj mislim, da ni, sicer se z njimi trguje, mislim, da tudi na borzah v tujini. Potem bomo videli, kako bo s temi ETF-i na dolgi rok. Vedno pri vseh ETF-ih je smiselno, da se pogleda, kakšen je vpliv stroškov in teh, ki so v bistvu upravljanja, ki so neki določeni, in pa še vse transakcije, kar vse skupaj pripelje dolgoročno do nekega odstopanja pri zasledovanju indeksa. To pogosto lahko pogledamo samo tako, da primerjamo podatke, in pač naslednjih leta bodo pokazala, kako uspešna bo ta zgodba na tako majhnih trgih, kot je slovenski. Ja, oba dva imata zelo kratko v bistvu zgodovino. Expat je nastal leta 2018, kotira tudi na nemški borzi Xetra in pa seveda bolgarski borzi. V uvodnem obdobju poslovanja so imeli kar nekaj težav pri sledenju indeksa, saj je ETF v prvem letu v bistvu predelal že 20 odstotnih točk zaostanka za indeksom SBI Top. No, potem se je malce popravilo to sledenje. Zdaj, kar se tiče same velikosti, gre za relativno majhne sklade, kot si povedal Boštjan, in sicer 3,8 milijona evrov premoženja. Na Xetri se je ukrepil za 42,5 odstotka, medtem ko se je vrednost SBI Topa povečala za 40,6 odstotka, oziroma če vključimo reinvestirane dividende, pa kar 48 odstotkov. Zdaj, kar se tiče stroškov, ko si jih že omenil, ne Boštjan, ja, so kar visoki stroški poslovanja, 1% upravljalska provizija, celotni stroški poslovanja pa znašajo 2,1 odstotka. Kaj še lahko povemo? Ja, posli na Ljubljanski borzi, pač lahko rečemo, da je bilo prometa za okroglih 4500 evrov s tem ETF-om. Vrednost prometa na Xetri pa je bila do konca avgusta 800.000 evrov. Ja, mogoče bi tukaj samo še eno zadevo opozorila, če bi kdo razmišljal o nakupu preko Xetre. Izjemno visoka razlika je med nakupnim prodajnim tečajem, sicer vse tja do 2,5 odstotka. Zdaj, kar se pa tiče Intercapital je imel po podatkih konec avgusta približno 3,5 milijona evrov premoženja.
V primerjavi z bolgarskim skladom sicer posluje krajše obdobje od lanskega novembra, celotni stroški poslovanja pa so 0,9%, upravljalska provizija pa je omejena na 0,8%. Tako da to je zaenkrat to, kar se tiče v bistvu teh dveh ETF-ov. Bom še par primerjav naredila ločeno na blogu, da ne bomo preveč časa izgubljali tukaj. Mogoče tukaj je zanimivo vprašanje Roka, prej sem ga sicer že omenjala, 10 transakcij ima namen opraviti na leto v skupnem znesku do 20,000. Zanimajo ga predvsem dividendno donosne delnice, sprašuje pa, na kakšen način se lotiti kupovanja, da bo stroškovno učinkovito. Mogoče, Boštjan, imaš ti kakšno posebno strategijo, kako loviš, oziroma kako bi kupoval delnico? Omenil si, da 1000 evrov je minimalni znesek. Ja, tako jaz bi pač težil k temu, mogoče bolj proti 2000 za en papir. Zdaj, kako pa optimalno zadeti tudi nek dno, oziroma kako te nakupe razpršiti, pa pač spet loterija v resnici. Tako da mogoče najbolj, da tudi časovno nekako poskuša razpršiti te nakupe, ali pa res mogoče počaka z delom denarja, najprej nekaj kupi, potem nekaj časa počaka in ko pade, da poskuša nekaj dokupati. No. Vsekakor pa saj na Ljubljanski borzi nekako je dosti izrazit ta trend, da nekaj proti koncu leta se tečaji ukrepijo, pa tudi v začetnih mesecih potem novega leta prav tako. No. Verjetno, ker so tako pridejo rezultati poslovanja za preteklo leto, ki so bili zdaj dostikrat boljši od nekako od pričakovanj. Tako da jaz mislim, da tudi za letos bi lahko bilo kaj podobnega. No. Tako da mogoče zdaj september, oktober, da sta taka v redu meseca za kakšen nakup. Zdaj, če se pa na zahodu kaj zgodi, če se trgi sesujejo, pa tako ni rešitve, se bo pač tudi tukaj. Ampak za nekoga, ki bo dividende lovil, če se bojo sami trgi sesul, pa da na sam poslovanje ne bo bistvenega vpliva, če to boljše, nego cenejš kup, pa ohranil isto dividendo lahko. Kakšna je torej korelacija med Ljubljansko borzo in drugimi borzami? Omenjaš Zahod, mislim, kako se odziva Ljubljanska borza na v bistvu dogajanje na zahodnih borzah? Ja, jaz mislim, da jim kar v redu sledi pač z določenim zamikom in tukaj je priložnost tudi za kakšnega manjšega vlagatelja, da kakšen dodaten evro ujame v primerjavi s tem, da je na zahodu pač jaz zmer rečem, mogoče malo v hecu boljš glavni na vasi, ka pa zadnji v mestu. Malo za hec. Matej, bi tudi kaj dodal? Ja, bi se kar strinjal s to oceno Boštjanovo, da pač je nekaj sezonskosti, je konc leta, recimo pa v začetku leta, mislim, da delno tudi na to, ker veliko vlagateljev lovi dividende in hoče vstopati pred izplačilom dividende. Tako da pač to je tudi posebna zgodba, glede tega, ali je to učinkovito ali ne. Je pa res, da ko v bistvu pride do neke panike na zahodu, je slovenska borza manj likvidna in se vsaki stop kakšnega večjega vlagatelja, v bistvu že en večji vlagatelj lahko povzroči, da pride do nihaja in zdaj, če mali vlagatelji temu sledijo, se potem ta korelacija vzpostavi zelo hitro. Matej, eno vprašanje bi imela še vezano na poslovanje glavnih največjih slovenskih blue chipov. Midva sta bila včeraj oba prisotna na webcastu Ljubljanske borze, kjer so glavni oziroma večji slovenski blue chipi predstavljali svoje poslovne rezultate in pa načrte za naprej. A lahko mogoče na kratko povzameš glavne vtise iz včerajšnjega webcasta, kako so podjetja poslovala, potem bomo pa še načrte obdelali. Ja, v bistvu so bila zelo, ne bi rekel, da so bila optimistična. Vidimo, da se je poslovanje podjetij vrnil v neke trende. Jaz mislim, da noben ni bil
ni pričakoval pred tem, da se bo tako hitro to zgodilo. Jasno, to se odraža tudi na koncu na trgu. In posledično, vseeno so pa uprave mogoče vseeno malo previdne. Videli smo, Krka je imela zelo izjemno dober polletje. Zdaj pri vseh v bistvu so se pojavili mogoče malenkost, mogoče se pri Petrolu pozna, da je bilo še zmeraj malo manj prometa, ker smo v Sloveniji vseeno imeli zapiranje ekonomije v aprilu. Ampak pri ostalih je bilo pa mogoče celo opaziti, da je COVID efekt dejansko imel še celo mogoče malenkost pozitivne vplive, ne? Kar je jasno razumljivo. V primeru zavarovalnic je bilo na zdravstvenih zavarovanjih manj obiskov zdravnikov oziroma manj odkritja, zdaj kako bo odkritja kakšnih bolezni in s tem zdravljenja, kako bo to pač dolgoročno imelo posledice na njihovo poslovanje, seveda vprašanje, ampak ta kratkoročen efekt je bil sigurno pozitiven. Tudi sami vemo, manj smo bili v avtomobilih, posledično manj tudi nesreč na cestah in to je bil tudi pač rezultat za verjeten vsaj malo nižje škode. Pri Krki pa recimo so bili omejitve pri obiskih, in s tem obiski zdravnikov in nižji stroški tudi recimo marketinga in take stvari so se pojavljale. Tako da splošen vtis je bil dober, pač stabilno poslovanje, izboljšanje nazaj v te trende pred COVID-om, tako da ni bilo nekih razočaranj, no. Vsaj jaz nisem dobil takega vtisa, no. Boštjan, si morda ti tudi kaj pogledal pretekle rezultate družb? Ja, mislim, jaz bi tle sam to še dodal, no, da pri teh naših upravah pogrešam, pri teh naših blue chipih, ne, pogrešam malo več ambicioznosti, ne. Jaz sem bil tudi sam predsednik uprave javne delniške družbe, sicer bistveno manjše, ne, ampak najbolj udobno je nek cilj, neke načrte zastaviti take, da veš, da jih boš lahko dosegel, ne. In zdaj, če ti to lastnik oziroma če to skupaj z nadzornim svetom gre skozi, če se s tem vsi strinjajo, si pač postavimo nek nizek cilj, ga presežemo in smo potem super vsi zadovoljni, ne. In to se je tudi zdaj videlo že o polletnih rezultatih, ne. Presegajo plane krepko, ne, saj te polletne, zdaj se imamo neko grožnjo COVID-a, pa rečemo, ja, se lahko gre pa bistveno slabš in potem pač mirno rečejo, ja, smo samo nekako verjamemo, da bomo plane dosegli. Ja, seveda, ne, se so polletju bistveno nad plani, normalno, da jih boš dosegel, potem jih moraš preseči, ne, da se hvališ s tem, da jih boš dosegel, ne. Zdaj, če bo pač COVID bolj močno udaril, ne, pa se bojo neke izjemne razmere pojavile, in to se je en razlog, da se to ne bo dosegalo, ampak se bo to pač s tem pojasnilo, no. To se mi res zdi, da smo tako hitro zadovoljni, to nekako vsi, sploh v teh javnih državnih družbah je to zelo, zelo opazno, ne, ker ni nekega pritiska po maksimiziranju dobička, po nekih koristih za delničarje. Tako da tukaj imamo prostora, po mojem mnenju, še ogromno, no. In tudi uprave s temi nakupi delnic, ne, podjetij, ki jih vodijo, pa zdaj dajo nek v redu signal, ne. Se mi pa zdi po drugi strani smešno, da tega kupijo za ranga, ne, mogoče enomesečno bruto plačo, to je tak bolj žalosten signal, ne. To pač je treba na polno vstopati v podjetje, kjer ga vodiš, v kjer ga verjameš, in potem bojo sledili tudi mali delničarji. Zdaj, če pa to kupimo ranga nekaj tisoč evrov, je pa to tako bolj smešno. Ja, to smo delali tudi analizo, kdo vse, kateri predsedniki oziroma člani uprav so tudi imetniki delnic podjetja, ki ga vodijo. Pred leti so bili to le redki, predvsem v Krki so bili lastniki delnic, s časoma so se pridružili tudi drugi. In pred časom mi je razložil en član uprave, da je v bistvu z nakupovanjem delnic predvsem velika sitnost za njih, ker je veliko birokratskih nekih ovir in administrativnih ovir in pač nekako se jim ne da poročati, ne. Vse, spet smo tam, kaj je najbolj udobno, ne, sej tako spet smo tam, ja. Najbolj udobno je tam sedeti na stolčku, pa je ne.
No, a gremo kar naprej, oziroma ko govoriš o članih oziroma o upravi, Krka recimo še vedno je član oziroma predsednik od uprave oziroma direktor Jože Colarič, ni prišlo do te zamenjave, nekako se mi zdi, da so se vlagatelji potem tudi pomirili kljub tistemu pričakovanju, kaj se bo zdaj zgodilo, ko mu je potekel mandat, ne. Mogoče tukaj kakšno mnenje pri Krki? Je gospod Colarič je že nekako v Krki mislim, da od študentskih let, predsednik uprave tudi že kar dolg čas oziroma direktor podjetja. Ja, če bojo take rezultate dosegali, kot jih zdaj v zadnjih 2 letih, ne bo kar čim dol, ne. Kaj pa NLB? Pri NLB-ju imamo tudi eno tako zelo zanimivo zgodbo, predsednik uprave je zelo aktiven, recimo NLB je bila prva banka, ki je vpeljala ležarine, ena taka zelo pogumna, drzna poteza, ne? No, NLB je zame en tak lep primer, kaj se lahko zgodi z enim podjetjem, ki se mu da proste roke, da se ga vodi tako, kot je treba, ne, se pravi, tako je država prodala svoj delež. Jaz mislim, da NLB zdaj dela tako, kot je treba in da je pač to en dober primer, kako je treba tudi naprej. Matej, boš še ti mogoče kaj dodal? Jaz bi se kar strinjal. No. V primeru Krke je gospod Colarič je pomemben predvsem z tega z vidika z neke stabilnosti in vse njegov položaj je tak, da zna zelo hitro zavreti kakšne politične interese. Sicer tudi sam poslovanje družbe ima specifičen in se mogoče ne bi to dogajalo, ta vpletanje do te mere kot v nekaterih drugih primerih, ampak vseeno že z tega vidika, z te političnega vpliva je zelo pomemben. V primeru NLB bi se pa tudi strinjal, ja, uprave, če se dobi pravo ekipo, če se ji da zadosti proste roke, če na dno bdijo tujci in se lahko odvijajo tudi pozitivne zgodbe tudi v Sloveniji in se realizira nek potencial. Omenili smo tudi Petrol in pa liberalizacijo cen naftnih derivatov, to velja od septembra 2020. To je zelo pomagalo družbi, ne, Boštjan, pri poslovanju? Ja, absolutno. To se je nekako tudi pričakovalo. Mene je vseeno presenetilo, koliko je pomagalo, ne, tako da tukaj rezultati polletni res izjemno dobri, ne. Sam sem bil prepričan, da bodo dobri, ampak da ne toliko. Pa pričakoval sem, da bo vseeno ta COVID imel še nekoliko večji vpliv, oziroma da bo tudi strah pred tem jesenskim zalevalom, da bo bistveno bolj vplival na samo ceno delnice, ki je po mojem mnenju kar relativno visoko ušla. Tako da sam nisem pravočasno kupil in ga zdaj tudi nisem v namen loviti. Je pa siguren Petrol, zdaj pač odvisno, kako bo s tem Crodexom, kako bo integracija zdaj tega prevzema, ko se v to iztekal, to je ena tako vprašanje, drugače pa mislim, da je to ena bolj stabilnih delnic, oziroma da tle nekih večjih bojazni, razen tega prevzema, skoraj ne bi smel biti. Ja, v prvem polletju letos se je kosmati denarni tok povečal za skoraj 60%, čisti dobiček pa se je več kot podvojil. Veliko je govoril gospod iz Petrola tudi o elektromobilnosti in zelenih projektih, govoril je o ESG strategiji, menda da so celo v pogovorih z rating agencijam o ESG oceni. A je ta tema sploh relevantna za male delničarje? Matej, kakšno je tvoje mnenje? Jaz bi rekel, da je bolj relevantna za večje delničarje, oziroma relevantna je za podjetja, s tem se praktično vsa glavna podjetja na Ljubljanski borzi se resno ukvarjajo s tem, ne samo pač Petrol, tudi NLB, Krka. Je pa to pomemben za njih zaradi tega, ker določeni veliki vlagatelji, predvsem tujci, se postavljajo omejitve oziroma se usmerjajo v ESG in posledično, če nisi compliant oziroma če ne ustrezaš določenim kriterijem in nimaš
vzpostavljenih nekih ustreznih politik, se ti lahko zgodi, da pri določenih vlagateljih izpadeš iz tega radarja. Tako da z tega vidika je pomembno in zdaj, če povežemo, bi lahko rekel, da je tudi za male vlagatelje ta tema pomembna, ker če ne bo vpletenosti oziroma zanimanja strani velikih vlagateljev, potem mali vlagatelji težko držijo neko ceno oziroma sigurno je vpliv na donose. Ne? Mali vlagatelj Boštjan, je pomembna to tema zate? Jaz mislim, da mali vlagatelji se na Ljubljanski borzi zaenkrat kaj veliko s tem niso ali pa nismo ukvarjali, da se pa tle povsem strinjam z mnenjem Mateja. Vsega bo to pomembno, ne? Se bo tudi na koncu, če bojo veliki kupovali, ne bo tudi donos to večji, če se bojo veliki umikali, če ne bojo compliance, tako je rekel, bo pač cena toliko manj rasla, ne? Tako da pač posredno bo seveda tudi za male to pomembno, no? Zdaj, da bi pa kdo posebej to zdaj se že s tem ukvarjal, pa iskal podjetja, ki so tle na tem področju največ naredila, pa mislim, da ne, no. Mogoče kdo je. Dajva samo še pogledati pričakovanja ciljne cene analitikov na Bloombergu. Razpon je od 429 do 462, trenutno znaša 448. Vzdušje okrog Petrola je optimistično in priporočilo kupi. Torej, vajno mnenje? Drži. Drži. Matej, biš ti kakšno priporočilo dal? Mislim, bi se strinjal s tem, no. Je zanimiv, tudi strinjal bi se s temi izjavami, ki so jih včeraj imela, ne. Zdaj, lahko bi se pri določenih vlagateljih pojavila ta skrb, ja, so v fosilnih gorivih oziroma distribuciji fosilnih goriv, prihajajo električni avtomobili, Evropa tudi z zakonodajo to pritiska naprej in kaj bo pač s petrolom po letu 2035, ampak vseeno, vozni park se ne menja tako hitro, tako da in tudi tukaj pač tudi v obdobju električnih vozil bodo distributerji imeli neko svojo vlogo. Zdaj, kakšna pa jasno bo prihodnost pokazala v naslednjih letih, pa do večjih sprememb sigurno, oziroma ne bo neke revolucije na tem področju, ki bi pač v večji meri negativno vplivala na poslovanje Petrola. Kako pa je z dividendo? Dividenda je zacementirana že pri 22 evrih na delnico že 2 leti. Je tukaj kaj prostora za rast, za dvig dividende pri Petrolu? A je to maksimum? Jaz mislim, da če se bo dobiček povečeval, bo sigurno, pač bo prostor. Jaz mogoče pri Petrolu malo pogrešam te v bistvu fleksibilnosti, vseeno smo v neki digitalni dobi, na zahodu to vidimo že leta, da recimo distributerji uravnavajo znotraj dneva cene na bencinskih postajališčih. In Petrol bi sigurno pač z neko večjo fleksibilnostjo znotraj zunaj mest na avtocestah, znotraj časovnih obdobij sigurno še bolj maksimiziral dobiček oziroma lahko povečeval donosnost. Mogoče bi samo še za Krko povedal, glede na to, da ima največ malih delničarjev, je pa tudi kraljica Ljubljanske borze. Lahko mogoče pogledamo ciljna cena oziroma tečaj analitikov na Bloombergu je 115 evrov, priporočajo kupi ali pa drži delnica. Ali si drzneta v bistvu tudi vidva dati kakšno priporočilo za Krko? Boštjan. Jaz sem Krko že zelo dolgo spremljam, ne, in kar je bilo dosti očitno lani, da je bila res krepko podcenjena, ne, pa je zdaj recimo koliko dobrih 2 letih pa je skoraj krat 2 naredila, ne, sploh z dividendami, se mi zdi, da mogoče se malo prehiteva samo sebe, no. Je res, da je še nezadolžena, da je trenutno poslovanje izjemno dober, marže so praktično na rekordnih nivojih, kar je super, ne, ampak če pa gledam, koliko se da od tega naprej še rast, je pa po mojem lahko kar dosti problemov. Tako da jaz tle mogoče v tem trenutku bi raje še rekel drži. No,
A mogoče je zanimiva tudi ta zadeva, da Krka pač nadaljuje z vračanjem kapitala delničarjev skozi odkup lastnih delnic. Koliko pomemben faktor je ta program odkupa pri gibanju tečaja? Ja, to je en tak mini trend, ki se ga kar lepo da tudi na trgu opaziti, takrat, ko je tiho obdobje, ko podjetje ne odkupuje lastnih delnic. Tečaj zdaj stagnira, mogoče celo upade ali pa saj ne zraste bistveno, dokler ga neka objava rezultatov samega po sebi ne premakne. Zdaj, ko pa v tistih obdobjih, ko pa oni precej intenzivno odkupujejo te lastne delnice, pa lahko opazimo kar lepo rast. Tako da se v preteklih 2-3 letih se je dal kar lepo te mini trende tudi izkoristiti in uloviti še tle nek dodaten donos v tistem času, ko pač oni precej neselektivno kupujejo te lastne delnice. Matej, bi še mogoče kaj dodal tukaj? Pri Krki, ti si kot analitik precej spremljal Krko. Je mogoče še kakšna taka zadeva, mogoče kje je primerjalno vrednotena danes v primerjavi z drugimi pač generiki? Ja, v bistvu je relativno, mislim, je mogoče na določenih delih cenej kot primerljiva podjetja, ampak je pa tukaj vedno vprašanje tega miksa, oziroma kakšni so njihovi proizvodi. Vemo, da je Krka praktično čisti generik, medtem ko v mnogih primerih, tudi v primeru madžarskega Gedeona, Pateve in podobnih konkurenčnih podjetij, najdemo v bistvu vsaj ambicije, če ne že samo proizvodno originalnih zdravil. Zdaj vemo, da je Krka tudi je fokus so klasična zdravila in ne recimo biogeneriki, kar je tudi nek prihodni trend, ki ga mogoče lahko pač pogrešamo. Tako da pač Krka ima neke specifike, ki bolj nakazujejo o tem, da se bodo te rekordne marže, ki smo jim zdaj priča, znižale. To pa, če se bodo pa znižale, pa jasno si Krka ne zasluži toliko visokega vrednotenja, kot ga imajo primerljiva podjetja. Kaj bova pa rekla za zavarovalnica Triglav, Sava pozavarovalnica? Ja, tukaj, tako kot sami omenjajo, težava so obrestne mere. Zdaj vse premije, ki pridejo, ki jih plačujemo za avtomobile, za hiše, zavarovalnice, ne držijo v denarju, pač jih morajo investirati v finančne instrumente. In zdaj, če so obrestne mere na teh instrumentih nizke, kot smo zdaj priča, je težava na tem investicijskem delu. Je pa treba priznati, da sta obe zavarovalnici v zadnjih, ne vem, recimo tudi 10 letih naredile pač precejšen napredek pri tem, da je manj škod, da je večji, da bolj v bistvu opazujejo, kateri segmenti zavarovalništva so pač donosni in se pač tja usmerjajo. Tako da z tega vidika pač je obnašanje obeh zavarovalnic, vsaj moje mnenje, tako precej pozitivno. Je bila pa kar precej velika razlika v gibanju tečaja, če ti tako rečem. Tečaj Triglava se je ukrepil za 16%, tečaj Save Re pa za kar 56%. Kako gledaš na razliko med obema delnicama, Boštjan? Ja, jaz sem že kar nekaj časa precej bolj navdušen nad pozavarovalnico Sava. Se mi zdi, da so tudi bistveno bolj ambiciozni, mogoče tudi včasih kaj več tvegajo, kar je pa tudi na samih rezultatih vidno, če se jim kaj ne izide, pa so kakšne škode, so bile nek na Japonskem ali kjerkoli že, se ne spomnim več dobro, ampak tudi da jih je že kaj presenetalo. Ampak če pa gledamo rezultat, so pa oni napredovali bistveno bolj kot pa recimo Triglav. S tem pa ne mislim, da je Triglav slaba naložba, po drugi strani toliko bolj konzervativni kot so, neka bistveno bolj stabilna.
tudi dividendni donos je višji, no, tako da meni je iz tega stališča, se pravi, ambicioznost in pa tudi koliko je uprava lastnih delnic kupuje in kako delajo, mi je pozavarovalnica Sava bolj všeč in tudi se mi zdi, da je ugodno vrednotena. Zdaj sam Triglav je pa, ja, pač pa ena strana škoda, ker so toliko manj ambiciozni, pa ker ni te rasti čistega dobička, se če pogledamo, ne, sam rast pozavarovalnice Sava ali pa Triglava, se bo Sava skoraj toliko dobička čistega naredila, kot Triglav, ne, pa je bistveno večja tržna kapitalizacija Triglava. Tako da tukaj mislim, da bi lahko tudi Triglav majhen sledil tej pozavarovalnici. No. Zdaj za samo uravnotežitev portfelja, pa za manj tveganja je pa tudi uredena, ker je stabilna dividenda, pa če je posebej to bolj tvegan, pa je Triglav malo manj, pa je tudi načeloma uredno. Manj pa obi. Ja, zavarovalnica Triglav je izplačala 1,7 evra bruto dividend ob trenutnem tečaju, ki pač delnica kotira pri 35 evrih, pa je to 4,9%. Sava Re pa je izplačala 0,85 evrov bruto dividende in ob trenutnem tečaju to pomeni 2,95% dividendno donosnost. Matej, želiš še nekaj dodati? Ja, mogoče tukaj lahko tudi vidimo to, kar smo prej omenjali. Pač Triglav ima precej visok delež državnega lastništva, ne? In v bistvu nikoli ni bil nekaj zelo, da bi rekel, izjemno ambiciozen, dočim in mogoče tudi zaradi te preteklosti, tudi v preteklosti je bilo izjemno veliko menjav uprav, zdaj v zadnjih letih se je to, mislim, že kar nekaj časa se je to vsaj malo umirilo, v preteklosti bi bilo pa tega zelo veliko. Dočim v primeru Save Re ni bilo toliko menjav, mislim, so bile zdaj lani, predlani, oziroma že 2-3 leta nazaj. Ampak so bili, njihovi načrti so bili že veliko potezni že od začetka, to se pravi, ko so šli v prevzem zavarovalnice Maribor, pa v izdajo dodatnih delnic, pa prevzem skladov in tako naprej. Tako da v bistvu so bolj navajeni na te večje premike in očitno v redu prenašajo tudi, oziroma se izogibajo tem političnim pritiskom in so zaradi tega očitno tudi bolj uspešni. Bo pa vprašanje zdaj, v povezavi z NLB-jem se špekulira, da bi bila lahko Sava Re tudi kupec skladov največje slovenske banke. To bi bil kar velik finančni zalogaj in to bo recimo ena tema, ki jo bodo vlagatelji morali presoditi, ali to pravi korak v pravo smer ali ne. Ja, o tem je bilo kar precej govor, o tem se precej špekulira, prodajni postopek naj bi po poročanju medijev stekel to jesen. Zdaj, ko govorimo že o NLB-ju, gremo še malce pogledati poslovanje NLB-ja, lahko mogoče na kratko povzameš, veliko govora je bilo o Komercialni banki na webcastu Ljubljanske borze. Matej, mogoče lahko na hitro povzameš glavne zaključke poslovanja NLB-ja. Ja, strategija NLB je, da se usmeri v core dejavnost, to se pravi v bančništvo, zato tudi prodaja Vite, spet Savi Re, pa potem zdaj napovedana prodaja skladov, pa nakup Srbske banke. Zdaj tudi naprej smo videli, da je uprava nakazovala, da njihove ambicije so v novih prevzemih. Tako da z tega vidika je tudi tam vidimo neko ambicioznost uprave. Te trgi so pomembni, vemo, da evropska oziroma evroobmočje ima zelo nizke obrestne mere in dosegati tukaj na te neke obrestne marže je izjemno težko, zato je zelo pomembno, da banka pač išče priložnosti drugje, to so pa sigurno države po Balkanu, ker so obrestne mere so više, sicer jasno, to ima določena tveganja, ampak brez tega tveganja bo zelo težko ustvarjati neke donose, resne donose za delničarje.
Kako pa je z dividendo? Za junija so delničarji potrdili izplačilo 1,24 evra dividende na delnico v dveh obrokih, 60 centov in 64 centov. Kako Boštjan, ti gledaš na to, na dividendo, ali pričakuješ morda v prihodnje kaj višjo dividendo? No, seveda, jo pričakujem, se jo tudi oni sami napovedujejo, ne? Tako da tukaj, če ne bo nam delta različica še kaj hujšega zakuhala, bo zagotovo, pa če pač ECB in pa Banka Slovenije, če boste te omejitve sprostile glede izplačevanja dividend, bo, kot sami napovedujejo, že za jeseni verjetno izplačano ali pa do konca leta še dodatna dividenda, pa potem naslednje leto zagotovo tudi bistveno višja. No, tako da jaz tle dolgoročno nekako pričakujem, da bojo neke 4 evre na delnico izplačevali dividende, no, če ne bo kakšnih večjih prevzemov ali pa kaj. Tukaj tudi kljub temu, da hvalimo to ambicioznost, je treba pa seveda biti tudi previden. Na tem Balkanu so naše podjetja že naredila cel kup neumnosti. No, tako da tle vse pač od vodstva in pa kakšen je interes teh ljudi, ki to počnejo. No, to je najbolj pomembno. Ja, preverjali smo tudi na Bloombergu, kaj pravijo tuji analitiki. Lahko rečemo, da niti kančka pesimizma ni med njimi, vsi enoglasno priporočajo nakup. Recimo JP Morgan je zelo optimističen in postavijo ciljno ceno kar na 107 evrov, drugi so malo manj optimistični, ampak še vedno zelo optimistični, sicer v razponu med 65 in 78 evri. Kako vidva gledata na to, kje bi lahko bila cena delnice, recimo v nek srednji rok, oziroma kaj pričakujeta za rast tečaja oziroma za spremembo tečaja? Trenutno je cena 31% pod knjigovodsko vrednostjo. Zdaj, zgodovinsko gledano in tudi zdaj na trgu je banke dosegajo knjigovodsko vrednost delnice s ceno na borzi tam pri 10%, 10 do 12% donosnosti na kapital. Zdaj, če bo NLB v prihodnje to dosegala, bi si absolutno zaslužila više vrednotenja. Je pa vedno vprašanje. Zdaj vemo, da v zadnjem obdobju prihaja še celo do sproščanja rezervacij in neoblikovanja rezervacij za slabe kredite oziroma za morebitne odpise kreditov. Tako da, če se ta strošek dodatno poveča, bo treba na obrestni marži in na drugih maržah precej več narediti, da se to izniči. Boštjan, boš morda še kaj dodal? Noč, le se strinjam z Matejem. Jaz mislim tudi, če bi sama cena delnice nekje ostala tu, kot je, pa če imamo 4 evre dividende, je to skoraj 7% donos, kar je pa moje za nekega racionalnega ali pa razumnega dolgoročnega vlagatelja več kot dovolj. Ja, racionalni in razumni vlagatelji, se pravi, danes vsi nekako imajo željo dosegati čim višje, oziroma seveda to je itak logično, čim višji donosi. Zdaj, koliko je še v bistvu, do katere točke je to v bistvu nekako še, pač kako bi temu sploh rekla, normalno, če lahko tako rečem, ker zdaj tukaj govorimo o res norih donosih, dvomestnih donosih, tudi rasti so bile, poslovanje je bilo relativno uspešno, pa dajmo vsem, da ne bomo zdaj prav preveč zelo optimistični, gremo vseeno opozoriti poslušalce, ki bodo mogoče zdaj resno razmišljati tudi o slovenski borzi kot neki alternativi, dajmo vseeno opozoriti še enkrat, na kaj moramo biti vse pozorni, ko investiramo na slovensko borzo. Boštjan, daj začni ti, pa potem boš pa ti Matej še povedal. Mislim, pozorno se, najprej že sama izbira naložb, to je pač prvi korak. Zdaj, eno je izbrati mogoče res blue chip oziroma neke podjetja, ki jih ocenujemo kot podcenjena, se res zatlene izbire, tako da prav tudi zgrešiti se bistveno nada. Potem časovno to nekako malo razpršiti, to se mi zdi tudi dosti pomembno. Zdaj, če vse naenkrat je vprašanje, a smo dobro zadelani, pa če smo imeli srečo, smo.
Potem pa spremljati, kaj se na zahodu dogaja. Ne? Tam to bo ključno, kot smo rekli, naša ljubljanska borza sledi razvitim trgom, ne? Tukaj Amerika je tista ključna. Saj pa zdaj le videl, no, v zadnjih 2 mesecih, ne, tudi, ko so bili te neki popravki manjši navzdol na ameriških borzah, jih pri nas praktično ni bilo, no, tako da to je mogoče tudi en tak dober signal in se mi zdi, da če bi dosti malih vlagateljev ali pa da bi tudi te večji mogoče nekaj več sredstev namenili na ljubljansko borzo, že tudi, če bi samo te dividende potem pobirali, ne, v primerjavi z nekim pregretim ameriškim tehnološkim podjetij, ali pa Nasdaqom na splošno, ki je, ne vem, na koliko je zdaj na 30, pa je že ali že več, se sploh ne na pamet, pač neke nora vrednotenja. Če bi to na trg prišlo, imamo sigurno še možnost za kar konkretno rast, pa še ne bi bili precenjeni v primerjavi z nekimi tujimi trgi. Pa se je ključno nikoli investirati nekaj denarja, se za to zadolževati celo, tam pa gre zelo hitro lahko kaj narobe. Matej, še tvoji napotki poslušalcem, kako pametno in pa tudi previdno investirati na slovenskem trgu oziroma v slovenskih delnicah? Treba je zasledovati neko pametno strategijo razpršenosti. Likvidnost na ljubljanski borzi je nizka, še posebej v obdobjih panike, to se pravi, če gre za neke večje zneske, se je treba držati najbolj likvidnih naložb, mogoče v več delnic vložiti, vedno lahko pride do kakšne afere, težave, ne vem, tudi pri Krki mogoče težave s kakšnimi zdravili, večji odpisi, katastrofalne škode in podobno, tako da tudi v tem slovenskem okolju, ker ima mogoče vsak posameznik občutek, da vse pozna in da vsakemu podjetju vsaj nekoga pozna in ima neke dodatne informacije, pač previdnost ni odveč, vedno se lahko zgodijo neki dogodki. Pa jasno, ne smemo biti preveč navezani na domačo borzo, moramo tudi iskati neko razpršenost, probati, mogoče tudi s tujimi naložbami, pa postaviti si neko strategijo, kako omejiti izgube v teh obdobjih, če se nek negativen cikel zgodi, kdaj bomo pač izstopili iz teh naložb oziroma kdaj bomo sami v bistvu že imeli pripravljene te mehanizme, ne, da nas bo potem ta bolečina ob konstantnem padanju prisilila v to in bomo podlegli nekim paničnim odločitvam. Se strinjam, odlični nasveti, tako da najlepša hvala, Boštjan, Matej, za vajin čas. Mislim, da smo naredili en tak zelo lep uvod v ljubljansko borzo, o tem bomo zagotovo govorili še, tako da zaenkrat najlepša hvala. Hvala. Hvala, živjo.